vedno na koncu je država tista, ki pa jo je treba omejevati, ki jo je treba paziti, da ne pride do zlorab oblasti. To ni nobena skrivnost, da postopki zapletenejši pač trajajo predolgo časa. Jaz verjamem, da javnost dobi vtis, da so v narekovajih vsi oproščeni. Spoštovani gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, dobrodošli v podcastu Info 360. Z vami sem novinar Nenad Gliks, z mano pa je odvetnik dr. Blaž Kovačič-Mlinar. Specialist za kazensko pravo, tudi predavatelj tega področja na fakultetah. Pozdravljeni, dr. Kovačič-Mlinar. Dober dan. Da je kazensko pravo lahko zelo povezano s politiko, smo videli med drugim tudi pred volitvami ob aferi Black Cube s prikritimi prisluhi oziroma posnetki. Tu je bilo posneto več razgovorov recimo z nekdanjo pravosodno ministrico, z nekaterimi odvetniki, lobistom in izvedla pa naj bi jih, tako so vsaj z vladne strani razlagali, izraelska zasebna obveščevalna služba Black Cube, pri čemer je premier Robert Golob pred volitvami obtožil vodjo največje opozicijske stranke Janeza Janšo, da je on naročil te posnetke in ga je celo mu je očital kaznivo dejanje veleizdaje. Vse do zdaj pa niso bili v javnosti še predstavljeni niti dokazi, da je to izvedla ta družba, podjetje Black Cube, samo neki pač besede, ne? Nič ni bilo konkretno predstavljeno, ravno tako pa ne, da bi to naročil Janez Janša. Pa me zdaj zanima, policija na primer niti ne pove, kateremu laboratoriju v tujini so poslali v preverbo, ali so posnetki pristni, ne? Je v tem primeru premier Robert Golob z vnaprejšnjimi očitki glavnemu političnemu tekmecu v bistvu zlorabil policijo in Sovo za obračun z njim? Ja, poglejte, zdaj ta zadeva ima več, bi rekel, aspektov, ne, ki so tukaj pač pomembni. Zdaj najprej bi bilo zanimivo vedeti, katera kazniva dejanja na podlagi teh posnetkov policija preiskuje. Ali zdaj preiskuje ta domnevna korupcijska kazniva dejanja, o katerih govorijo te akterji teh posnetkov, ali preiskuje neko kaznivo dejanje, ki se mu reče neopravičeno zvočno oziroma slikovno snemanje, ki naj bi ga storili te domnevni obveščevalci ali kdorkoli. Oboje. Že? Aha. No, vsekakor je pa tako, ne, iz teh posnetkov bi rekel tako po eni taki malo bolj strokovni oceni, težko da izhajajo neki zdaj zelo konkretni dokazi o nekih korupcijskih kaznivih dejanjih. Je eden izmed teh posnetkov, v katerem govori, mislim, da gospa kolegica. Nina Zidar Klemenčič. Tako, v katerem govori bolj konkretno o konkretnem nekem kaznivem dejanju za nek konkreten projekt z nekimi konkretnimi upletenimi osebami. Je pa seveda daleč od tega, da bi lahko nekdo na podlagi vsega tega govoril o neki veleizdaji ali pa bi rekel, kdo je naročil, zakaj, ali morda celo plačal, kdo je na vse zadnje to tudi te posnetke, bi rekel, pridobil, ker to vse, kar mi vemo kot javnost, so neke trditve. A ne? Zdaj dvomim, ker poznam, bi rekel, delo policije, da je v tako zapletenem predkazenskem postopku bilo možno priti do vseh teh informacij že nekaj dni potem, ko so bili ti posnetki pač objavljeni. Tako da vse te izjave, jaz mislim, da je treba razumeti v predvolilnem času res, ko gramo sali z eno velikim ščepcem solino, bom tako rekel. Tukaj se mi zdi problem, v politiki se večkrat med seboj obkladajo z očitki o korupciji, o klientelizmu in tako naprej. Ampak v tem primeru je šlo pa za očitke na račun
glavne opozicijske stranke oziroma njenega liderja, ki naj bi imeli podlago v podatkih Sove in podatkih policije. Pričemer tega niso predstavili vse do zdaj. Ne? Pa se mi zdi problem, če nekdo kaže javnosti, da operira s temi podatki, hkrati pa potem na podlagi tega nekoga obtoži, hkrati pa potem vemo, da policija zaradi narave svojega dela pač ne bo nobenih informacij dajala. Ja, to seveda. Ne. Zdaj treba je razlikovati najprej funkcijo premierja, ki je po svoji naravi upravičen do teh, bomo rekli, nekih občutljivih nekih podatkov obveščevalnih služb, ne? Zato ker pač on mora skrbeti za varnost države in državljanov vse zadnje. Ne? Druga je pa potem funkcija recimo vodje največje pač takratne vladne stranke, ne? Ki je pač potem neka zasebna funkcija. Ne? In zdaj ti seveda v svoji zasebni funkciji načeloma ne smeš uporabljati ali pa za svoje zasebne namene, seveda, podatkov, ki si jih dobil v svoji uradni funkciji, ne, ker si pač predsednik vlade. Ne. Tako da to je pač mogoče ena ta komponenta, ki je pač tukaj pomembna. Ne. Druga je pa seveda, ne, zdaj v vsakem primeru in tudi v drugih primerih jaz sem zelo proti temu, da se že v najbolj zgodnih fazah postopka, v predkazenskem postopku, ko sploh še ni ugotovljeno, za katero kaznivo dejanje gre, kdo naj bi ga storil, kaj šele o kakršnih koli dokazih, tukaj govorimo šele o razlogih za sum, to je najnižji dokazni standard, da bi se s prstom kazalo na kogarkoli, ker se mi zdi, da to, in to je tudi v eni drugi zadevi, Evropsko sodišče človekove pravice, ugotovilo, ko je šlo za pač gospoda Bavčarja, da seveda nosilci javnih funkcij mora biti pri izjavah, ki se tičejo kazenskih, predkazenskih postopkov, zelo zadržani, zato da ne vplivajo na potek teh postopkov. Janez Janša je celo očital Sovi, da ima v bližini sedeža SDS v Ljubljani tako imenovano konspirativko, torej stanovanje namenjeno za prikrito spremljanje, nadzorovanje. Ali ima obveščevalna služba kakršnokoli pristojnost nad slovenskimi državljani v Sloveniji, ali je to izključna zadeva policije? Tukaj pač je treba vedeti, da se Sova ukvarja z zadevami, ki se tičejo delovanja tujih, recimo obveščevalnih služb ali pa groženj nacionalni varnosti in seveda lahko tudi izvaja določene aktivnosti na ozemlju Republike Slovenije, tudi zoper seveda slovenske državljane, če bi te predstavljali groženj nacionalne varnosti. Zlahka si predstavljamo, recimo, da tudi slovenski državljan je, bi rekel, pod lupo Sove zaradi možnosti, da ne vem, pripravlja kakšno teroristično dejanje, kaj tazga. Ampak seveda tukaj bi jaz rekel, da je treba vedno tukaj biti zelo zadržan in restriktivno gledati na ta pooblastila, ki jih Sova ima, ker tako kot ste že omenili, načeloma za preiskovanje, odkrivanje kaznivih dejanj je pristojna policija v Republiki Sloveniji, ne, in ima seveda tudi predpisan natančno zakon o kazenskem postopku, kako lahko to dela. Tako da tukaj se zadeve v določenem meri se prikrivajo, ampak res zgolj, če bi šlo za ogrožanje neke res nacionalne varnosti tukaj, kot obstoja države. Kar vlada v odhajanju trdi, oziroma primer, češ da je šlo za ogrožene nacionalne varnosti, sklicali so celo sekretariat za nacionalno varnost, sveta za nacionalno varnost in tako naprej. Pač cela zgodbo so naredili iz tega, češ da je ogrožena država. Mislim, zdaj, če bi šlo za upletanje tujih obveščevalnih služb, tujih držav v potek slovenskih volitev, je to seveda stvar nacionalne varnosti. Zlahka se predstavljamo, da bi bile tega recimo obtožene, ne vem, ruska obveščevalne službe, ali pa kitajske. Bi to gotovo, vsakomu bilo jasno. Zdaj, tukaj, ker gre za Izrael, potem jaz mislim, da ni treba delati nobenih razlik, vseeno gre za tujo državo, tudi v ZDA so bili recimo obsojeni ameriški državljani, ki so delali za Izrael, za njihove obveščevalne službe. Ampak tukaj ne gre za, niti se ne očita državi Izrael, ampak zasebnemu podjetju. Ja, se pravi, to je pa potem, seveda, to je potrebno razlikovati, da gre za tuje državne institucije ali ne, ampak recimo tudi Wagner je bil neka tuja, zasebna recimo družba, za katero pa je v bistvu se zgor
paravan za v bistvu vplivne ruske države, posod po svetu v bistvu. Tako da pri teh zadevah je treba pustiti določen manevrski prostor, ampak je pa vsako upletanje, obveščevalne službe v pregon nekih kaznivih dejanj, ki so se storila v Sloveniji, ki so jih mogoče celo storili slovenski državljani, zelo restriktivno treba to obravnavati. Pa tukaj je tudi direktor Sove javno nastopal, namigoval in tako naprej. Tega ravno nismo vajeni, da v bistvu se upletajo tudi v zadeve, ki sodijo pod pristojnost policije, da jih javno razlagajo direktorji Sove. Ja, sigurno, da to ni čisto bilo običajno, to je pa dejstvo. Vi ste nekako, vaše delo se dotika na nek način tudi obveščevalne službe in sicer preko kazenskega postopka zoper nekdanjega predsednika Nove Slovenije, Mateja Tonina. Torej vemo, da je specializirano državno tožilstvo februarja na okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper nekaj vidnih funkcionarjev stranke Nova Slovenija, med drugim tudi zoper aktualnega predsednika Jerneja Vrtovca. In sicer naj bi zlorabili položaj, po mnenju tožilstva, da so kot člani parlamentarne komisije za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami na policiji opravili nenapovedan nadzor, pri katerem so med drugim preverjali, ali policija prisluškuje osebam povezanim z Novo Slovenijo, med drugim z nekdanjim predsednikom uprave Darsa, Valentinom Hajdinjakom. Kot rečeno, vi zastopate Mateja Tonina, zakaj po vaše v tem primeru ne gre za nobeno kaznivo dejanje? Ja, pogledajte, zdaj tukaj je več nenavadnih okoliščin, bi mogoče s tem začel pri tem primeru, namreč specializirano državno tožilstvo načeloma ni pristojno za to vrstno kriminaliteto. Tudi ta tožilka, ki recimo zdaj tukaj vodja kazenski pregon, je sicer po mojih izkušnjah, ona predvsem preganja zadeve, ki se tičejo gospodarske kriminalitete in to predvsem na sodišču v Mariboru, bomo rekli. Tam jo mi praviloma srečujemo, v Ljubljani nisem še je pravzaprav srečal na sodišču, še posebej pa ne za to vrstno kriminaliteto, ker gre za neko zlorabo v bistvu uradnega položaja domnevno in za okrajno pristojnost, se pravi ne niti za okrožno sodišče, ampak za tisto nižje prvostopenjsko sodišče. Tako da že to se mi zdi rahlo nenavadno, zakaj je to specializirano državno tožilstvo prevzelo in ta konkretna državna tožilka. Drugič pa po mojem pravnem naziranju v teh zadevah pravzaprav ni šlo za nič, kar se v preteklosti že ne bi dogajalo. Torej, da so pač poslanci dobili od katerekoli osebe pobudo, da opravijo nadzor in so jo potem tudi opravili. In zdaj to je lahko član neke politične stranke ali pa ne član politične stranke, zakon in tudi podzakonski akti v zvezi s tem ne omejujejo KNOVS-a. To ni prepovedano. Ne, seveda ni prepovedano. Ne omejujejo KNOVS-a pri ničemer, kar bi pač želel za kogarkoli, za katerokoli telefonsko številko opraviti, pa tudi, če je to preko nekih, bi rekel, povezav v kakršnikoli, bi rekel, lahko bi bil tudi zaradi mene prijatelj, znanec ali pa čist neka tretja oseba. To ni prepovedano, to je izrecno pač dovoljeno. Kaj pa to, je to problematično, če bi potem ti poslanci, ki jim je bilo omogočeno pač po funkciji opraviti to vrstni nadzor, pa bi izvedeli, da se temu in temu prisluškuje, potem njega obvestili o tem. Ali bi bilo to potem mora biti to kaznivo? Je edino izrecno prepovedano, seveda, ker potem oseba bi za to izvedela in lahko pač preludila svoje ravnanje, ampak tukaj se tega ne očita. Ne očita se tukaj tega. Tega se tega ne očita. Kaj konkretno se očita? Tukaj se očita, po mojih informacijah, ker obtožnega predloga še nimamo zaenkrat,
celotna javnost je že o tem obveščena na dolgo in široko in tožilstvo obvešča, kaj je vložilo v Evropski parlament, pa v naš parlament, pa tako, mi pa obtožnega predloga sploh še nimamo. Zakaj pa to? Ja, tako pač je, ne vem, to boste mogli vprašati gospod Tožilko, ki to pač vodi, ampak tako kot je bilo iz javnosti, ponovno poudarjam, razvidno, naj bi se neko tretjo osebo potem obvestilo, da nadzor ne poteka, ampak gledajte, nadzor ne poteka na 99,99% državljanov Republike Slovenije. Ne. Tako da to v nobenem primeru ni moglo vplivati na noben predkazenski postopek, v ničemer ovirati, ogroziti nobene policijske preiskave, tako da to se mi zdi tukaj rahlo za lase privlečeno. To pomeni, težava bi bila, če bi nad nekom bil izvajan nadzor, pa bi potem za to izvedel, ne pa, če ni nadzora, pa za to izve. Tako, ker potem izveš že nekaj, kar itek si domneval, da je temu tako. Ne? Dejali pa ste v zvezi s to zadevo, ste upozorili tudi na nenavadno časovnico, torej da se predkazenski postopek tako hitro odvijata. In ste dejali, da bi bile na primer žrtve spolnih zlorab vesele, če bi se njihovi primeri s tako hitrostjo procesirali. Kako si to razlagate, to hitrost? Ja, bi rekel, da res je nenavadno, tukaj bi rekel, postopek je bil kar nenavadno hiter in tudi stalno je bila javnost obveščana o vseh teh procesnih dejanjih, a ne, v predkazenskem postopku, kar spet ni pravilo. Predkazenski postopki so ponovadi tajni, tako kot ste že prej omenili, glede recimo te zadeve Black Cube, pač ni ravno javni razpoložljiv informacij, tukaj so pa stalno informacije, bi rekel, prihajale v javnost. Ne. To pomeni, nekomu je bilo v interesu, da se to objavlja. Ne? Ja, to boste morali spraševati ponovno, ker tožilstvo je bilo tisto, ki je tukaj stalno obveščalo, ne, javnost, tako da ne vem zakaj, ne, ampak predvidevam, da seveda, če že neko informacijo poveš, ti je v interesu, da jo pač poveš. Je pa res, ne, da pri drugih zadevah, tako kot sem sam tukaj omenil, ne, mi zastopamo tudi več recimo oškodovancev, žrtev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in tako naprej. Tam se postopki izjemno vlečajo v nekaterih zadevah in tudi morda tožilstvo ne kaže take zainteresiranosti za pregon kot morda v tej zadevi. Ko smo že pri hitrosti delovanja organov v pravosodju, se lahko dotaknemo tudi sodstva. Znano je, na primer, v enem od kazenskih primerov zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića in soobtožence v zadevi Stožice je imela sodnica z okrožnega sodišča Mojca Kocijančič zadevo celo 6 let po pravnomočnosti obtožnice, torej še ni bila razpisana glavna obravnava. Res je, se vlečejo postopki posebej v zahtevnih zadevah, ampak kako to komentirate? 6 let, zdaj je sicer letos razpisala naroke, ker so to mediji le, bi rekel, posebej problematizirali, ne? Naprimer Tarča, ampak 6 let pa ni prišlo do tega. Ja, zdaj zadeve konkretno ne poznam, tako kot bi rekel, poznam jo tako kot iz javnosti je bila predstavljena. Zdaj 6 let, mislim, da nihče ne more oporekati, da je pač to dolga doba, a ne, od pravnomočnosti obtožence. Zdaj so bile pa na ljubljanskem sodišču velike težave glede dodeljevanja spisov, pa predodeljevanja, pa bi rekel, so v določenih primerih nekateri postopki tudi zaradi tega jaz predvidevam stali. Zdaj vemo, da je bil razrešen tudi predsednik tedanja okrožnega sodišča. Marjan Pogačnik. Tako, ravno v zvezi s temi, bomo rekli, s temi vprašanji. Je imel sodni svet tudi velike zadržke oziroma vprašanja, zakaj so se določene zadeve dodeljevale na napačen način, to je tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, v eni sicer civilni zadevi ugotovilo. Tako da lahko samo rečem, da to je gotovo dolgotrajno reševanje neke zadeve. Zakaj je prišlo, bom pa rekel tako.
sodnik je sicer neodvisen pri odločanju in pri reševanju svojih zadev, vseeno ima pa tudi svojega šefa in svoje nadrejene. In mogoče se je potrebno v teh zadevah vprašati tudi o pač nekem nadzoru, ki je bil ali pa ni bil izveden. Toliko bi jaz rekel. Nadzora očitno ni bilo, ne se strani predsednika okrožnega sodišča Marjana Pogačnika, ne se strani predsednika višjega sodišča v Ljubljani Antona Panjana, ki bi moral pa nadzirati njega. Ne. In tukaj enega in drugega očitno ni bilo, ampak to, recimo, ker gre za izredno izpostavljenega politika, ki se mu očita vrsta korupcijskih kaznivih dejanj, med drugim ga je tudi odvetnica Nina Zidar Klemenčič v teh prikritih posnetkih mu je povedala sogovornikom, da je on znan po tem, da vzame 10% od vsakega posla in da je bila celo ona prisotna pri enem od gradbenih poslov, kjer je njegov sin investitorju določil, s katerimi podjetji mora sodelovati pri poslu, če hoče da se to odvija hitro. Torej, pa se nič ne zgodi, to mislim, da zelo krni zaupanje javnosti v pravno državo. Ja, zdaj tako bom rekel. Najprej morava razčistiti ena zanimiva statistika, je, da je 87% sodb je obsodilnih, se pravi. Od vseh. Od vseh, seveda. Če bo nekdo povprečen posameznik prišel na sodišče in ima ta baseline verjetnost, da bo obsojen 87%. Spravo samo 13 je oprostilnih in zavrnilnih sodb, spravo samo 13% naj bi bilo proščenih in tistim, ki jim zadeva zastara. To je recimo zavrnila sodba. Je pa res potem postaja druga plat te zgodbe. Druga plat te zgodbe pomeni, da je to statistika, ki velja za vse tudi najlažje, recimo tatvine, ko nekdo v Hoferju vzame salamo, če malo tle karikiram, in je potem obsojen. In pri teh, ki gre pa res za najbolj zapletene zadeve z področja gospodarske kriminalitete ali pa za zlorabo recimo uradnega položaja, je pa praviloma gre tle za zelo zapletene postopke, ki so zato tudi dolgotrajni, ker gre ponovadi za več kaznivih dejanj, za več obdolženih in seveda tukaj, bomo rekli, je že zaradi te količine dokaznega materijala, pa tudi oseb, ki so tukaj vpleteni, praviloma to traja dolgo časa. In potem seveda jaz verjamem, da javnost dobi vtis, da so vsi oproščeni ali pa da se nikomur nič ne zgodi. Jaz lahko zatrdim, da realnost takšna ni. Zdaj, je pa seveda naloga pravosodnega sistema, da zagotovi ne samo, da se pravica zgodi, ampak da se tudi vidi, da se pravica zgodi. Justice must be seen. In jaz bi res rekel, da je tukaj mogoče res najpomembnejša ta časovna komponenta, da ko se neko kaznivo dejanje stori, da se tudi pač v nekem ustreznem roku procesira. In tukaj pa mislim, da imamo problem v Republiki Sloveniji, to ni nobena skrivnost, da postopki zapletenejši pač trajajo predolgo časa. In je to napačen signal, bi jaz rekel, da pravosodje ne deluje, čeprav tukaj pa moram vsem stopiti v bran pravosodju. Jaz mislim, da je velika večina sodnikov, tožilcev, nazadnje tudi odvetnikov, sposobnih, poštenih in dobro upravljajo svoje delo, tako da tukaj bi pa se izognil tem generalizacijam vseeno. Ampak ljudi najbolj moti, ne poznajo pač teh manjših zadev množice, najbolj jih moti, da ravno tisti, ki so najbolj izpostavljeni in kjer gre za veliko denarja in za ljudi z vplivom, da se tam nič ne zgodi. To je tisto, kar poglablja to nezaupanje. Saj vemo, velika verjetnost je, da posameznik razen s problemom sodnih zaostankov večinoma nima težav s tem, da bi bilo sojenje krivično in tako naprej. Seveda tisti, ki so obsojeni, bodo to vedno trdili, ampak se upoštevajo neki dokazi, tudi bi rekel, tudi dokazi obrambe in tako naprej, ampak pri teh
najtežjih zadevah, ali pa sploh ni nujno, da so najtežji, ampak gre za, v narekovajih, najtežje obtožence, pa mnogokrat ne pride do obsodb. Zdaj tako, treba je opozoriti, da so bili kazenski postopki tudi odmevni, kjer so bili, bi rekel, neke, bomo rekel, znane osebnosti, bom rekel, tudi potem na koncu obsojene. Lahko spomnim, pač sam sem zastopal gospoda Šarota, v tem postopku je bil tudi gospod Bavčar, oba sta bila obsojena potem na koncev. Kaj to pomeni, da ste ga slabo zastopali? Ja, gledajte, jaz mislim, da smo jih odlično zastopali, ampak bilo je to sojenje tudi takrat pod pritiskom javnosti in pričakovanj javnosti, pa tudi, jaz bi rekel, vsem pričakovanj politike tedanje, da je pač treba njiju dva obsoditi. In je se tem kar, bi rekel, v nekem hitrem času to tudi zgodilo. Imamo tudi druge, potem recimo primere določenih bankirjev, tukaj bi rekel, tudi, pač so bile izrečene posodilne sodbe, gospod Kordež, recimo, če spomnimo. Mislim, da Merkur. Gospod Kovačič iz NKBM. Tako. In te zadeve so bile sorazmerno hitro sprocesirane. In tudi, tista mislim, da v NKBM ni bila ravno hitra. Bomo rekli, vsake oči imajo drugačnega malarja, ampak po moji oceni vseeno v nekem razumnem roku. Druge seveda pa trajajo dlje. Tako da včasih niti sam ne vem, zakaj določene stvari, pa so lahko tudi kompleksne, se odvrtijo sorazmerno hitro, določene pa evidentno ne. A se vam kdaj pojavi sum, da je v določeni zadevi tudi zloraba se strani sodnikov ali pa predsednikov sodišč, da se nekaj ne zgodi? Veste kaj, tako nobenega, jaz sem vedno na strani, se pravim, pravosodja, da so pač, kot sem povedal, sodniki, tožilci, odvetniki pač načeloma pošteni. Ampak včasih, tako kot sem že omenil, pa ne bom rekel, da sam posumam, ampak si ne znam sam razložiti, zakaj je temu pač, zakaj ni v vseh primerih enaki vatli za enaka kazniva dejanja, bom tako rekel. Ali to pomeni, recimo, ste mi tudi že omenili problem sodnih zaostankov, torej, da ni sojenja v razumnem roku, da naj bi bilo sojenja v razumnem roku več ali manj samo v pripornih zadevah, kjer se mora te zadeve imajo prednost, ker so ljudje zaprti. A ta projekt Lukenda, ki je bil sprejet pred 20 leti in pač za zmanjšanje sodnih zaostankov, ali to več nima takega učinka, kje vidite za to znova podaljševanje časovnic sojenj? Jaz bi rekel ravno o tem, morda, da gre v zadnjem času za zelo, bi rekel, za vse več zelo zapletenih zadev z področja gospodarske kriminalitete ali pa korupcijskih kaznivih dejanj in tudi seveda deloma v času covida je zastalo deloma delo sodišč in so se določeni postopki tudi zaradi tega podaljšali, ampak predvsem menim, da zdaj, bi rekel, organizacija sodišč, delo tudi sodišč ni prilagojeno tej novi stvarnosti, da imamo vse bolj zapletena, kompleksna kazniva dejanja in da seveda tudi pregon teh potem kaznivih dejanj mora biti temu prilagojen, ampak potem pa se mi zdi, da sodišča napačno včasih ali pa tožilstva iščejo bližnjice do obsodilnih sodb, potem pa so kršene tudi temeljne pravice obdolžencev včasih, in potem seveda na višjih vrhovnem sodišču potem seveda pride do razveljavitve teh sodb in potem vračanje na prvo stopnjo in to pa res potem podaljša postopek, če imaš ti 100 obravnav, pa potem jih moraš ponavljati, ker si storil neko bistveno kršitev postopka, na katero si sicer že bil prej opozorjen, pa potem ni bilo, bi rekel, to sanirano pravilno in to pa res potem podaljšuje zelo postopke. Zakaj pa višje sodišča večkrat vsebinsko ne odločijo? Vse to možnosti imajo, pa to bi
pač tudi pohitrilo postopke. Ja, ker pri nas mislim, da malo pravna kultura je takšna, da višja sodišča ne rada sama spreminjajo sodbe, ampak to vrnejo potem na prvo stopnjo. Bi rekel, da je mogoče bolj stvar tudi neke pravne tradicije, neke kontinentalne, se tudi v drugih državah, moramo se zavedati, ki imajo podoben sistem kot mi, ne anglosaške, ampak ta kontinentalnega tipa, da sodišča doskrat ne spreminjajo, ne posegajo v prvostopenjsko odločbo, ampak razveljavijo in vrnejo ponovno odločanje. Kaj bi torej morali storiti, da bi le prišli do sojenj v razumnem roku? Ali je problem v zakonodaji, ali mogoče, da sodniki niso dovolj usposobljeni? Kje vidite glavni razlog? Jaz mislim, predvsem bi bilo potrebno najprej že na začetku postopkov oceniti, koga naj se preganja in za katera kazniva dejanja. Jaz sem vedno bolj na stališču, da je treba, tudi če je sum 100 kaznivih dejanj, da malo karikiram, si izbrati enega, ki je najbolj dokazano, ki že od začetka bi tožilstvo lahko presodilo, da bo zbralo, da bo tukaj uspelo, da ima več dokazov, in to je prva zadeva. In tudi, da se potem ne vsakega zadnjega pomočnika, ki je tukaj mogoče lahko upleten pri nekem kaznivem dejanju, preganja, ampak da se osredotoči na tiste najbolj bistvene akterje in se s tem in skrajša postopek, bolj osredotoči, fokusira, in tudi potem imaš večje možnosti za uspeh. In tudi sodišče ima pol manj dela in jih, se pravi, hitrejši lahko postopek. Jaz mislim, da je tukaj zelo pomembna razmislek v teh postopkih. A so sodniki ali pa del sodnikov preveč črkobravci? Ne, jaz bi rekel, da ne. Jaz bi rekel, da mogoče kakšni so celo še preveč pogumni in potem pride do nekih kršitev, ki se potem morajo sanirati na višjih stopnjah. Je pa res, da pri nas je postopek, ki zahteva od sodnika, to je načelo iskanja materialne resnice, da skoraj prevzame malo funkcijo tožilstva, mora po uradni dolžnosti tudi neko zadevo raziskovati, izvajati dokaze, za katere sam misli. Zelo postopek. Ja, se tukaj se lahko postavi tudi vprašanje potem nepristranskosti sodnika, ki se preveč aktivno uplete v postopek. Jaz mislim, da tudi tukaj bi bilo treba odvzeti sodnikom to dolžnost in jo več naložiti tožilcem. Sodniki morajo samo presoditi, ali je tožilstvo dokazalo svojo tezo z gotovostjo. To je njihova vloga, ne pa da raziskujejo zadevo. To morate storiti tožilstvo in policija. Pač smo v fazi, ko se bo kmalu začel izvajati tudi glavni del sodne reforme, torej sistem bo spremenjen, da bodo enoviti prvostopni sodniki, ne bo več okrajnih sodnikov, tudi ne bo več okrajnih sodišč, to bo združeno pod okrožna sodišča, pod razlago, da gre za da bi to omogočilo bolj fleksibilno razporeditev dela, izenačenje obremenitev sodnikov, hitrejše reševanje zadev. Začetek izvajanja tega bo januarja prihodnje leto. Ali se lahko zgodi, da bo to spreminjanje sistema celo povečalo sodne zaostanke? Kje vidite tveganje? Ja, leta 1995, ko smo spreminjali zadnjič bolj tako bistveno, rekel pravosodje oziroma sodni sistem, organizacija, in to je to preneslo velike zaostanke, takrat je potem bil ta program Lukenda uveden kot posledica tega. Tako da jaz mislim, da na začetku bo prišlo do tega, jaz mislim skoraj zagotovo, ker morate vedeti, da to se sliši lepo, da bodo pa zdaj tudi okrajni sodniki sodili v bistvu na okrožnih sodiščih, okrožne zadeve, pomagali in tako, ampak dosti sodnikov je okrajnih sodnikov, zato ker hoče biti okrajni sodniki in se ne ukvarjati z zadevami, ki sodijo v pristojnosti okrožnih sodišč. To je z zelo zahtevnimi Tako, z težjimi zadevami, bolj zapletenimi. Tako da dvomim, da bo to, bi rekel, tista zlata, da bo to čarobna paličica, ki bo rešila zdaj pač vse te probleme, predvsem sodnih zaostankov, bo pa sigurno povzročila neki zmede na začetku, oziroma neki zaostankov tudi bo zaradi tega. Tako da jaz se bojim, da pri teh najbolj, bi rekel, zapletenih zadevah, zaradi katerih pa sploh govorimo o sodnih zaostankih, se pri teh najbolj enostavnih jih ni, da bo to mogoče še na nek način poslabšalo malo situacijo.
Ključno tukaj je ljubljansko okrožno sodišče. Ne? Tukaj se steka večina najhujših kaznivih dejanj oziroma obtožb v Sloveniji. Ne? In tudi sodniki so najbolj obremenjeni, tako da verjetno bi se morali fokusirati posebej na to sodišče. Jaz tudi mislim, da bi, čim greste ven iz Ljubljane, je situacija že 50% takoj boljša po defaultu, ker je manj zadev na tistih sodiščih. Menda, da po nekaterih manjših sodiščih je stanje precej ležerno, no? Da imajo sodniki kar več časa. Bi se upal temu, da je temu res tako. Ne? V Ljubljani pa dejansko tudi na okrajnem sodišču trajajo zadeve dolgo časa, no, preden se rešijo. Tako da sigurno bi se treba fokusirati najbolj na okrožje Ljubljana. To je jasno. In ne vem, po kakšnem ključu tudi bolj obremeniti ostala sodišča. Vse to mislim, da se pač trudijo, da bi se te zadeve spremenile. Veliko je tudi na digitalizaciji potreba storiti. Recimo ena banalna zadeva je, da bi vse stranke imele na voljo sodni spis digitaliziran, se pravi tudi na čas, da bi oddaljeni dostop, kar je drugje že zdavnaj uveljavljeno, torej da pač stranka, ne vem, z nekim digitalnim potrdilom lahko v realnem času dostopala do sodnega spisa in da bi seveda tudi na voljo pol sodišču. Zakaj pa tega pri nas še ni? Ne vem, zakaj ne. Jaz na to opozarjam vsaj 10 let ali pa več, ker to ni to bi olajšalo delo tudi sodnikov. Zelo in pohitrilo, tako da to pa recimo software, ki bi omogočil, da se snemanje glavne obravnave avtomatsko prepisuje, ker je velik težav. Tehnologija obstaja. To vse obstaja že nekaj let ali pa že celo desetletij. Tako da bi se nekdo trudil, da zakomplicira zadeve. Tako da to je recimo na okrožnem sodišču v Mariboru, ki je drugo največje sodišče, še zdaj ni tudi v najbolj zapletenih zadevah, spisi niso digitalizirani v tem smislu, skenirani, pustimo digitalizirani, skenirani, da bi saj dobil spis ne v 10 ali pa 20 škatlah papirja, ampak pač na ključku. To je pač že ta mali korak je nekje velika težava. In potem si lahko predstavljate, kako to v teh najbolj zapletenih zadevah vpliva na trajanje postopkov. In potem pa vidimo, kako se prenašajo cele škatle sodnih spisov. Tako, in potem se snema, kako nekdo s kombijem pripelje tožilstvo na spis na sodišče in se to predstavlja kot nek velik dosežek. Pa tožilke morajo prenašati težke kovčke. Recimo, Kot strokovnjak za kazensko pravo ste javno ostro nastopili zoper sprejem tako imenovanega Šuterjevega zakona, torej zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki ga je vladajoča koalicija lansko jesen sprejela na hitro kot odziv na uboj novomeščana Aleša Šutarja s strani romskega nasilneža. Namen je bil pač, saj tako je bilo zatrjevano, zagotoviti policiji in tožilstvu več orodij zoper pregon nasilja s strani pripadnikov romske skupnosti, ki je daleč nadpovprečno tam prisoten kriminal. Med drugim zakon omogoča na primer možnost vstopa policije v stanovanje brez sodne odredbe, kadar je na primer to neizogibno potrebno za zaseg orožja. Katere so za vas najbolj sporne določbe, poleg te, na primer, zakaj in kaj se dogaja zdaj po vašem vedenju pri implementaciji tega zakona? Ja, to je sigurno najbolj sporna določba, kar se tiče tega orožja, se pravi, da lahko, če obstaja nek sum, da imate recimo nelegalno orožje, izvede hišno preiskavo policija brez sodne odredbe. Ali se zlorabe po vašem vedenju že dogajajo? Kakor jaz vsaj v eni zadevi vem, se dogajajo. Slovenci smo znani po sosedskih sporih, po nevoščljivosti med sosedi in kakor mi je znano, v eni zadevi je sosed prijavil soseda, češ da ima strelno orožje, neprijavljeno. Je pa dobro vedel, da se ta sosed ukvarja z airsoft pač tem športom, da gre za replike orožja, ker že več let se s tem ukvarjal. Policija je dejansko prišla, posredovala, specialna enota pa je celo
zelo nasilno oziroma odločno tudi preiskala stanovanje. Seveda ni bilo nobenega strelnega orožja najdeno so bile te replike, ampak bi rekel, tudi prišlo je do fizičnih poškodb teh oseb, ki so bile tam pridržane na kraju, zaradi takšnega posredovanja policije. Tako da se dogajajo že tudi zlorabe tega zakona. Po drugi strani seveda določitev teh varnostnih območij, kjer gre za lahko uporabo dronov, nadzorov registrskih tablic in vsega tega. Tukaj treba povedati, tukaj ne gre samo za romsko problematiko. Tukaj imamo zdaj sredi Ljubljane, potem eno takšno varnostno cono, kjer je to mogoče. In tudi ljudje, ki so ta zakon spreminjal, so dobili napačen vtis, to bo pa zdaj samo za pripadnike recimo romske manjšine ali kaj takega uporabljeno. Ni res, to zdaj seveda ta pooblastila se lahko uporabljajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije zoper kogarkoli, in tudi seveda, ko se bo enkrat vlada zamenjala, oblast zamenjala, normalno vsaka nova oblast ima ta pooblastila enaka. In vi vidite tukaj tveganje, veliko tveganje za zlorabe? Ja, seveda, poglejte, če nekomu ne bo povšeči recimo neko zbiranje ljudi nekje, bo hitro razglasil tam, da gre za varnostno obremenjeno območje, povišana, bi rekel, pooblastila policije se bodo lahko uporabljala. To je zelo nevarna, bi rekel, zelo nevaren precedens, zelo nevarna, bi rekel, pooblastila policije, ki se lahko zlorabijo. In jaz sem vedno in kot državljan in kot pravni kazenski proti, da se v kazenski zakon na tak način posega. Na kakšen način pa bi recimo zajezili to prisotno nasilje z dela pripadnikov romske skupnosti v jugovzhodni Sloveniji, ker tamkajšnje prebivalstvo večinsko ima res zelo velike težave. Ta uboj gospoda Šutarja je bil samo kaplja čez rob. Tam se na dnevni ravni se dogaja kakšno nasilje, prekrški, tudi fizične poškodbe, grožnje, strelno orožje. In potem tem ljudem, ki so večinoma na socialni pomoči, se jim tudi se jih ne more oglobiti, oziroma oglobi se jih, pa potem se jim denar ne pobere, ker se na socialno pomoč tega ne izvaja. Na kakšen način potem sploh zagotoviti varnost tamkajšnjim ljudem, če se zdi, da so nekateri nad zakonom, torej da lahko izvajajo naprimer na desetine prekrškov, pa zato dejansko ne trpijo nobenih sankcij. Zdaj vemo, da je Ustavno sodišče zadržalo dele izvajanja tega zakona, ki so omogočali izvršbo tudi v zvezi s temi prekrški. Kako bi potem dejansko dosegli, da bi bila zakonodaja v zaščito ljudi? Jaz bi najprej rekel, da je tukaj vprašanje ne mogoče toliko zakonodaje, v prvem mestu bi jaz tukaj rekel ta policing, se pravi prisotnost policije tam, kjer se ta kazniva dejanja izvršujejo, mora biti vidna in mora biti stalna. Vemo, da imamo sicer težave v tej državi, pa tudi mislim, da kje v kakšnih drugih, z številom policistom, kadriranjem in tako naprej, ampak to mora biti vidno in to mora biti zagotovljeno, zato da ljudje dobijo občutek varnosti, ker to, da se policist sprehaja osebno po tistem delu mesta, recimo, kjer se ta kazniva dejanja bolj pogosto delujejo, bo preprečilo že dosti kaznivih dejanj zgolj s tem, s fizično navzočnostjo policije. Druga seveda je pa potem implementacija tistih izrečenih kazni oziroma glob. Zdaj, jaz sem tudi v dvomih, ali je posegi na neke socialne pravice, transferje, a so to ustavni ali ne. Ker na vse zadnje, tudi če odzamemo potem ta sredstva, ne bo to toliko prizadel tega storilca, kot recimo njegove otroke, družino, ki niso storili teh prekrškov ali pa kaznivih dejanj. Ampak nihče ne more imeti imunitete na tem, da lahko počne, kar hoče. To je pa druga sveda plat te medalje, da se pa lahko te globe pretvorijo v zaporne kazni in se potem izvršijo zaporne kazni. Jaz mislim, da je to edina realna rešitev, ki je že zdaj omogočena v zakonu o prekrških, da se namesto globe izvrši kazen zapora po neki formuli, ki se pretvarja. Ker
vsakdo mora izmed nas odgovarjati za pač svoja ravnanja, ki pač kršijo zakon, in to, da se dejansko dogaja, da nekdo za isti prekršek je kaznovan in je kazen globa izvršena, ali pa za kaznivo dejanje drug pa ne. Jaz verjamem, da ustvarja globok občutek neke nepravičnosti, nekega neprava, in to se strinjam, da je seveda treba odpraviti. Ne. Ampak včasih te rešitve tudi niso možne čez noč. To je bilo pa sprejeto čez noč. Ne? Tako, te problemi so se nabirali dejansko od osamosvojitve ali pa še odprej, in zdaj računati, da bo to nenadoma se spremenilo, ni realno. Sveda, je pa treba enkrat začeti. In priročno je začeti nekaj mesecev pred volitvami, ko nisi prej nekaj let, kljub temu, da si bil opozarjan, storil nič. Ne? To je pa spet seveda stvar, jaz pa bi rekel, da je to pa bolezen vsake politike, da potem pa skuša s nekimi populističnimi ukrepi, ki jim nasprotuje celotna pravna znanost, ker mislim, da sta bila 2 človeka v Sloveniji, ki sta podpirala to izmed pravnikov, spremeniti na populističen način in seveda upati tudi, da boš na tak način pridobil, bi se rekel, tudi na neke politične točke, ko pa veš, da bi rekel, vzroki so pa druge in globje. Poleg odvetništva ste tudi predavatelj kazenskega prava na Fakulteti za menedžment in pravo in na Evropski pravni fakulteti. Imate potem stik z mladimi študenti, ali opažate morda kakšne razlike med sedanjimi generacijami in generacijami študentov, recimo izpred 30 let, ko ste sami študirali? Ali so, ne vem, sedanji študenti bolj zavzeti, manj, bolj vedoželjni, mogoče bolj sproščeni? Kaj opažate? Jaz mislim, da so predvsem v nasprotju s tem, kar marsikdo misli, bolj kritični v tem smislu, da ne vzamejo vsega, kar jim je povedano, zdravo za gotovo, kar se temu reče. Da pač preuprašujejo, da izprašujejo, da dvomijo, in jaz mislim, da je to prednost. In da v nasprotju s tem, kar se bi rekel, v javnosti večkrat slišimo, da ta generacija je pač obremenjena s temi socialnimi omrežji, da so samo na telefonu, da ne berejo in tako naprej. Jaz mislim, da jim dajemo veliko premalo kredita, da vseeno razmišljajo, bi rekel, drugače, kot smo mi razmišljali, v tem smislu, da če jim neki avtoriteta pove, to še ne velja kar a priori. In to mislim, kar mislim, da je za vse nas samo dobro. Res pa je, da seveda obstajajo po tem svetu veliki izzivi. Rekel bi, za mlade pravnike je predvsem izziv, da ni vse tako, bi rekel, trdno, kot se na prvi pogled zdi, ali pa kot smo nekoč verjeli. Tudi na mednarodni svetovni red, ta rule-based order, dejansko je v nevarnosti, in da mogoče, ko smo mi tam, bi rekel, v 90-ih končevali študij, kot rekel Fukuyama, zgodovine je konc. Imamo tržno, bi rekel, ekonomijo in demokracijo, in to je zdaj to. Ampak potem vidiš, da se je treba, vsaka generacija znova skoraj se mora spopreti s temi izzivi, ki so pa zdaj, se mi zdi, zelo veliki, tudi, bi rekel, in za demokracijo in vsezadnje za tržno ekonomijo, za te stvari, za katere mislim, da so veliki večini prinesle vsem pa prosperiteto in napredek, se moramo tudi pravniki vedno znova boriti in vzpostavljati, bi rekel, ta ustavni red, ki smo si ga leta 1991 zamislili. To ni samo po sebi pomembno, vidimo, tudi smo govorili prej o Šutarjevem zakonu, da, bi rekel, vedno znova se poskuša posegati v te temeljne človekove pravice, in na koncu zgodovina nas uči, da seveda od tega nikoli ni nič dobrega, tudi za navadnega človeka. Da vedno na koncu je država tista, ki pa jo je treba omejevati, ki jo je treba paziti, da ne pride do zlorab oblasti. In v času, kjer v bistvu so te zlorabe oblasti omogočene tudi z, bi rekel, digitalizacijo vsega našega življenja, ko vsak nosi nadzorno napravo v žepu, jaz vidim tukaj največjo nevarnost, da pridemo v neko
družba nadzora, ala Severna Koreja. Orwellovo leto 84. Tako, ampak nekaj, kar nikoli tem sistemom avtokratskim ni bilo omogočeno, je družba totalnega nadzora. Ampak z temi novimi, tehnološkimi rešitvami se približujemo tej možnosti, da bo vsak posameznik nadzorovan v vsakem trenutku svojega življenja. In tega se jaz najbolj bojim. To meni, da je na Kitajskem že precej prisotno, ker so tehnološko močni, hkrati pa nimajo demokratičnega režima. Tako, in to se je treba tukaj biti, in jaz tukaj vsem vidim, da je Evropa na bolj pravi poti kot vsi ostali, bi rekel, sistemi na tem svetu, vključno tudi ZDA in kje drugje, ker mogoče smo malo staromodni, mogoče smo malo nazadnjaški, mogoče nikjer nismo tako propulzivni, kot bi mogoče želeli, ampak vseeno, saj poskušamo ohranjati to ravnovesje med svobodo posameznika in med, bomo rekli, varnostjo. Upajmo, da bomo tudi gospodarsko to zmogli, v tem vse bolj konkurenčnem svetu. Dr. Blaž Kovačič Mlinar, hvala za gostovanje v podcastu Info 360. Vam pa, spoštovani, hvala, da ste nas spremljali in lepo zdrav do prihodnjič.